Zdaj pa čas za vprašanja. Jure, mikrofon. Jure Bračko, POP TV. Zdaj, torej, v bistvu, kdaj oziroma kako naj bi bila sklenjena ta pogodba med poslovodstvom in Republiko Slovenijo in ali bo ta pogodba tudi pogoj, da bo kasneje ta zakon o poroštvu še v državnem zboru skozi? Zakon je v parlamentarno proceduro, kot veste, vložen. Govorimo o zakonu, ki je že vložen in vlada je danes sprejela mnenje do tega zakona in ta zadnji pogoj bo oblikovan v okviru amandmiranja tega zakona skozi ustrezen amandma. V tem umestnem času bo seveda moralo priti do sklenitve te pogodbe, vkolikor bo pogodba sklenjena in se strani investitorja, torej termoelektrarne Šoštanj, tudi podpisana, potem je s tem izpolnjen pogoj za odločanje o državnem poroštvu v državnem zboru. Še mogoče to, jasno ste rekli, projekt je bil voden ne najbolj racionalno. A ste se danes na seji kaj pogovarjali z gospodom Žerjavom, kakšen je njegov pogled na to in kakšen je vaš pogled na to, glede na to, da je gospod Rotnik kandidiral na njegovi listi in da ta govor o neracionalnosti leti predvsem na gospoda Rotnika? Zdaj, o konkretnih imenih se seveda nismo pogovarjali. V tej obsežni dokumentaciji je kar nekaj primerov, ki kažejo na to, da so posamezne faze projekta potekale ne najbolj gospodarno in najbolj racionalno. Mislim, da je potrebno stvari ugotoviti ad rem in ne ad personam in ni pomembno, za koga v tem primeru gre in v skladu s tem tudi ukrepati. Gospod Žerjav nikakorkoli komentiral tega? Vsi člani vlade so se strinjali z vsemi temi odločitvami, ki so bile danes sprejete. Kristina. Kristina Kacin, kanala. Protikorupcijska komisija je bila v svojem umestnem poročilu precej ostra do vseh vlad od leta 2007 dalje, da bi vlade lahko ukrepale, če bi želele, da se pravzaprav niti politika sama ni želela nekako opredeliti in pozvala je tako vlado kot AUKN, da pač lahko glede vseh nepravilnosti ukrepa tudi sedaj. Da naj se neha izgovarjati na vse pristojne organe v smislu Nacionalnega preiskovalnega urada, Protikorupcijske komisije, kriminalistov in tako dalje. No, če ste prej poslušali, vsi ti sklepi, ki so bili sprejeti, gredo točno v tej smeri. Ne? Komisija za preprečevanje korupcije je v teh svojih ugotovitvah nanizala vrsto argumentov, ki govorijo o tem, da je potrebno na eni strani zagotoviti nadaljne vodenje in dokončanje tega projekta s pomočjo neke nove neodvisne ekipe strokovnjakov, ki ima izkušnje na takih projektih in ki niso na tak ali drugačen način v narekovaju okuženi za dosedanjimi aktivnostmi. Tu mislim, da je eden temeljnih pogojev, da bodo lahko uresničeni sklepi, ki jih je danes vlada sprejela. In druga ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, ki se nanaša predvsem na leto 2009 in na neaktivnost takratne vlade v letu 2009, pa govori o tem, da mora vlada seveda odgovorno sprejemati odločitve o takem projektu, kot je TEŠ še posebej, da ne bi prihajalo po nepotrebnem do dodatnih škod na tem projektu. In do dodatnih škod v danih okoliščinah bi prišlo, vkolikor za ta projekt ne bi bilo odobreno državno poroštvo. Kajti investicija bi tekla, našli bi se verjetno drugi načini zavarovanja, ki pa bi bili nekaj 10 milijonov evrov dražji. Tako da je upoštevaje vse okoliščine in trenutek, v katerem odločamo, ko po vsebini, kot sem povedal na začetku, ne moramo več ustaviti tega projekta brez enormne škode za javne finance in podjetja, na katerih temelji energetska oskrba Slovenije. Je edina logična odločitev, ki je bila sprejeta, na eni strani zavarovanje tudi interesov davkoplačevalcev, če hočete zagotovitev dolgoročne oskrbe z električno energijo v naši državi in seveda na tretji strani preko sprememb zagotovitev dokončanja tega projekta v drugačnih okvirih, kot so ga nekateri predvedeli z aktivnostmi v preteklosti. Tako da vse tisto, kar je bilo ugotovljeno se strani Komisije za preprečevanje korupcije, mislim, da je bilo upoštevano v odločitvah, ki jih je sprejela vlada na drugi seji 16. februarja in danes. Samo mikrofon, če že.
Mogoče sem to, rekli ste, tudi zavarovanje interesov davkoplačevalcev. Je torej vaše mnenje, da bi termoelektrarna Šoštanj morala biti zavezana javnemu naročanju? Teh odločitev za nazaj ne moramo več spreminjati. Vse pomembne odločitve so bile sprejete. Največja pogodba je bila že davno podpisana. Ampak odtaj naprej? Vnaprej pa sem jaz zaveznik tega, da so vsa naročila v javnem sektorju čim bolj transparentna in da se izbira opravlja na tak način, da je velik poudarek skrbnosti in izbiri dejansko najugodnejšega ponudnika ob ustreznem zavarovanju javnega interesa. Kar pomeni, da je seveda to mogoče doseči preko pravil, ki veljajo za javno naročanje, pa tudi, če ta pravila se ne spoštujejo, mnogokrat se lahko racionalnejše odločitve sprejmejo tudi brez tega. Pomembno je, kdo jih sprejema in na kakšen način in da tisti, ki jih sprejmejo, potegnejo odgovornost zanje. Torej zdaj ne, ker je termoelektrarna Šoštanj v 100% lasti holdinga in države, zdaj ne, ali bi morali biti zavezani javnemu naročanju? Vnaprej bodo morali vsi, ki bodo upravljali naročila na tem področju, delovati tako, kot bi delovali, če bi zasledovali lastne interese. Tako kot vi pri svojih odločitvah delujete gospodarno in racionalno, sem trdno prepričan, morajo delovati tudi vsi tisti, ki upravljajo z javnimi ali pa parajavnimi sredstvi. Prosim, tako da da. vprašanje. Andreja Basle, Žurnal 24. Mene zdaj zanima, ker v preteklosti je bilo veliko dilem o tem, kdo je videl pogodbo, kaj je v pogodbi in tako naprej. Ali ste seznanjeni s pogodbo, to se pravi, ki je bila podpisana z Alstomom, če niste, zakaj ne, če se vam pač to ne zdi, da je potrebno, če obstaja kakšne druge zakonske ovire za to, potem ali zdaj vlada ima kakšnakoli zagotovila, ker menda je v pogodbi pač določena formula, ki omogoča precejšno rast pač vrednosti in osebe, ki so videle, ki naj bi videle to pogodbo, pravijo, da v bistvu pravzaprav formula tudi v bodoče omogoča rast te investicije in v bistvu ali ste določili, to se pravi, ali sem vas prav razumela, da sta TEŠ in HSE tista dva, to se pravi uprave obeh družb, tiste, ki bodo vlagale potencialne kazenske ovadbe, odškodninske tožbe zoper te, ki so bili v preteklosti neracionalni. Ne, najprej odgovorim na ta zadnji del vašega vprašanja. Na našem ministrstvu smo odgovorni in po sklepu vlade tudi zadolženi za to, da potegnemo ustrezno odgovornost, da jo tudi uveljavimo. Glede pogodb, da, videli smo jih tudi vse dodatke in ta kapica je sedaj postavljena. Stroški ne morejo več rast, tistega, kar pa je bilo storjeno za nazaj, se pa seveda ne da popraviti. V določenem obdobju je bila klauzula, ki je izrazito favorizirala ponudnika, ne pa naročnika, kar seveda tudi je pomenilo največji problem pri tej investiciji. Sedaj to ni več mogoče. Če ste pozorno poslušali, sem jaz v prvem sklepu vlade citiral ugotovitev oziroma sklep, ki govori o tem, da je potrebno storiti vse, da se vrednosti, ki so sedaj opredeljene v noveliranem investicijskem programu 4, čim bolj približajo vrednostim iz programa 3, kar pomeni, da mora poslovodstvo opraviti pogajanja in doseči znižanje vrednosti. Tako da vrednosti se glede na NIP 4 ne smejo povečati niti za 1 evro. Ampak je treba... Ja, razlika med noveliranem 4 in 3 je približno 100 milijonov evrov. In kaj bi bilo, Vesna Deržek, TV Slovenija, kaj bi bilo pa za vas sprejemljivo od teh 100 milijonov? Kaj, 50, znižanje za 50 milijonov bi bilo to že dovolj ali ne? Mislim, ker ni konkretne številke, ne? Vi govorite, da se mora cena znižati iz NIP 4 in se približati vrednostim iz NIP 3. Dokod? Lejte, jaz sem prej uvodoma povedal, da smo na točki, ne, ko so stvari večinoma zaprte. Ne, ko je zelo težko doseči glede na podpisane pogodbe kakšno pomembno racionalizacijo te investicije. Verjamem pa, da to ni nemogoče. In verjamem, da vkolikor bo vodenje tega projekta prevzela usposobljena ekipa, profesionalna ekipa v bodoče, da je to toliko bolj mogoče. Koliko bo mogoče v tem postopku doseči, je pa danes preuranjeno vprašanje. Mislim, da vsak evro, ki bo prihranjen, je dobrodošel. Hvala lepa.
pa še nekaj, prosim, zdaj ste govorili o tem, da mora projekt prevzeti profesionalna ekipa. To pomeni, da je gospod Tot neprofesionalen oziroma ekipa, ki zdaj vodi TEŠ ali pač investicijo, ali to pomeni, da boste menjali. In še eno vprašanje, o ceni lignita govorimo, tu piše, da je cilj 2,25 evrov na gigajoule, vemo, da lani je bila ta cena 2,57, a se vam zdi to realno? To je zelo oster pogoj, ne, tukaj imate prav, vendar je pogoj, ki ga je potrebno izpolniti. Vkolikor ne bi se uveljavilo državno poroštvo. Jaz mislim, da se je pač potrebno potruditi in pridati do tega cilja. Ni pa ta cilj nemogoč, konec koncev je zapisan v noveliranem investicijskem programu 4, kar pomeni, da če je bil zapisan v nekem programu, kjer se je opredelilo posamezne parametre te investicije, seveda to cilj, ki je po moji oceni dosegljiv. TEŠ 6 bo začel po tem terminskem planu poskusno obratovati leta 2015, kar pomeni, da je mogoče v tem procesu storiti marsikaj in jaz sem trdno prepričan, da bodo vsi storili vse, da bo do tega tudi prišlo. Glede ekipe, to seveda ni stvar vlade ali posameznega ministra, to je stvar trenutno tistih, ki imajo upravljavska upravičenja glede podjetij, kot sta TEŠ in Termoelektrarna Šoštanj in HSE, vendar pa so ti sklepi, pa tudi stališča Komisije za preprečevanje korupcije in tudi revizijske ugotovitve take, ki govorijo o tem, da bi bilo to ne samo racionalno, pa skoraj nujno v prihodnje storiti. Hvala lepa. Hvala za ta pojasnila. Hvala lepa.